Evropa je tako v zgodovini kot v novejših časih ogromno trgovala z drugimi kontinenti, še posebej z Azijo in Afriko, pa tudi Južno Ameriko. Moje ključno vprašanje je bilo, ali bo lahko Evropa s svojim socialno-tržnim modelom gospodarstva, ki ima tudi visoke standarde v ekologiji, preprosto zdržala s svojimi tekmicami, ki pa se teh standardov ne držijo. Če omenim socialno državo, vprašanje pokojninske varnosti, vprašanje okoljskih standardov in tako naprej. Ali bodo visoki nivoji trajnostnega gospodarstva, podnebnih sprememb preprosto še konkurenčni. Drugače pa sem opisal izkušnje, ki jih imam kot direktor mednarodne organizacije ICPE, ki ima sedež v Sloveniji. Letos smo stari 40 let, zelo veliko delamo z Indijo, Šrilanko, nekaterimi afriškimi državami, če omenim Nigerijo, Angolo, Zambijo in še nekatere. In naša izkušnja je, da je tudi Afrika kot kontinent država, v kateri tudi raste srednji razred, kljub strahoviti demografski širitvi imajo ljudi, ki bodo vedno več tudi seveda investirali in je to lahko priložnost za evropsko gospodarstvo. In še zadnja misel, kadar evropsko gospodarstvo vstopa recimo v Indijo, je zelo pomembno, da se povezuje doma. Tu pa so mehanizmi Evropske unije lahko tisti, če omenim samo Evropsko-indijsko platformo za tehnološke inovacije, ki je zelo aktivna, da sodeluje med seboj. Tukaj vidim tudi odlično priložnost za Slovenijo. Brez dvoma vaše delo vsebuje dobršen del socialne in humanitarne note. Tako je, saj sem tudi povedal moje izkušnje. Sem povedal, da se v tej hiši počutim kot doma, saj sem bil 12 let poslanec, potem pa tudi minister za okolje, vedno pa tudi kot zdravnik prinašam še to človeško dimenzijo, ta etični, antropološki vidik, ki je pomemben v vseh odnosih, tudi v mednarodnih poslovnih stikih in gospodarskih temah. Vse dobro tudi v prihodnje, hvala. Hvala.